Zdaj sta dva, ne? Če začnete zelo argumentirano in razgreto se med sabo meniti, meni treba nič delati, ne? Ja, res je. Boš ti kruha lotil? Ja, jaz se bom kruha lotil. Daj ti pa prosim, če na kocke en predižniček. Kocke? Ja. Okay. Oba sta začela športom, spoznala sta se med športom, ampak kako si pravzaprav vstopil v ta svet modelinga, se pravi poziranja pred kamerami? Mora biti full avokada, tako, pač mečken over the top. Se je pa rodila potem še ta tvoja znamka, ki se je začela z eno samo ninico, ki si jo naredila za svojega otroka. 9 let nazaj ni bilo nobene kvalitetne ninice pri nas. Zakaj dobro, pa si sem oblikovalka, nekaj bom pa že naredila, ne? V kuhinji, a je to tako kot pri pomivalnem stroju, se pravi, ko nekdo dela, drug samo asistira, ali si tako recimo zelo podajata nože iz rok v roke? V bistvu sva zelo usklajena, jaz naredim tako, kaj da reče. Lepo pozdravljeni. Gledate ali poslušate Šparov podcast po mojem okusu. Niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo razkrili svoje raznolike življenjske sloge in pripravili slastne sendviče. Danes prav posebna izdaja tega podcasta, saj sta z mano kar dva gosta. In sicer grafična oblikovalka, poslovnica, podcasterka, uspavalka, opomba pod črto, ni anesteziologinja, ampak izdeluje ninice, ob katerih otroci sladko zapančkajo, in pa televizijski voditelj, maneken, podcaster, gospod, skoraj fatalni moški, in pa model, opomba pod črto, tako v oglaševalskem smislu kot pohvalen izraz iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Ampak nisem povedal vajinih imen, tako da z nami sta Ajda Rotar Urankar in David Urankar in prav lepo pozdravljena. Živijo, Boštjan. Veš kaj, jaz moram reči, da ta opis je pa tako lep, da če mi boš lahko prosim odrezal, pa mi ga poslal. Tako da hvala za vabilo, z veseljem, veš da. Super, veseli me, da ste si vzela čas za tale podcast. Tukaj, da se običajno sprehodimo malce skozi življenje mojih gostov, se pravi, kaj so počeli, zakaj počnejo to, kar počnejo. Danes sem sicer rekel tako, mogoče bi lahko začel, ker pač zdaj sta dva, ne? Če najdem neko točko, kjer vidva začneta zelo argumentirano in razgreto se med sabo meniti, meni treba nič delati, ne? Zato za začetek vprašanje, oziroma citat, ki pravi takole: zakon je zveza dveh ljudi, ki vsak zase ve, da je edini na svetu, ki zna pravilno zložiti posodo v pomivalni stroj. Bravo, dobro. Kdo je tisti, ki zna? Veš kaj, jaz mislim, da da bom jaz odgovoril, da v eni fazi Si že dobil odgovor? v eni fazi zakona se more, mislim, jaz ali pa moški odločiti, ali ima prav ali je pa srečen. Tako da Ajda definitivno najbolj zloži. A bom kdaj tako, ko on te prve kozarce zloži, no, da daš na stan, rečeš, to pa ni bilo v redu? Ja, mislim tako, a veš, kdaj pol ne razumeš, če imaš isti pomivalec že 15 let, kako še vedno se stvari pojavijo noter drugače postavljene. Ja, tako da, mislim, točen veva, kdo je zlagal, ampak je pa tudi res, da pol z leti se tudi navadiš to, da ne gledaš pod prste nekomu drugemu. Se pravi, ko se nekdo spravi nekaj delati, ali je to, ne vem, rezati zelenjavo za juho, ali pa zlagati v pomivalnem stroju, veš, rečeš, ok, če zdaj on to dela, saj meni ni treba. Ali jaz pomagam, a ne stojim pa zraven, pa ta veliki krožniki so za nalevo zadnji. Samo ti greš iskat, ko malo zaviješ z očmi. Ne, drugač pa, če bi pa rad, da ti hijackava podcast, ne? Ja, kar. Pol pa odpri temo Android versus iOS. Mislim, da tukaj ni tehnični podcast, ne, tako da o tem se bomo mogoče pogovarjali. Ne, to bomo imeli tehnično podporo. Tako da, čeprav zdaj oba znata slovensko, a ne, končno. Ampak ena sta, evo, ki ste rekel slovensko, ena šport. Oba sta se namreč sta začela športom, spoznala sta se med športom, ampak David, ti si začel športov, ki ga ne povezujemo nujno s Slovenijo, ne? Ti si rekel, ko si bil majhen, si rekel, jaz bom pa rekel Bobu Bob, odkot Bob za Boba? A veš, kako je bilo? Jaz sem bil zelo aktiven v atletiki. In sem v bistvu, a veš, vedno moraš imeti toliko samorefleksije, da ugotoviš, kdaj grejo tvoji personal besti gor, kdaj pa ostajajo na nekem nivoju.
In sem mal že gledal, ali bo počasi treba zaključiti z atletsko kariero, ali pa mogoče switchati, takrat sem razmišljal zamenjati disciplino. Pol je pa en kolega, en Slovenc tudi, Matej Juhar, takrat vozil pri hrvaški reprezentanci. In oni so se s Hrvati celo uspeli kvalificirati na olimpijske igre. In je nam rekel, fantje, jaz poznam njih, ne, pa poznam vas, vi lahko to tudi naredite. Ne. In je pol v bistvu nas bral, vsi smo bili atleti, nihče ni ledu videl od blizu, razen to, ki ga imamo v Ljubljani parkrat na leto. In pa smo šli na treninge, v bistvu je Bob šola, veš, prav dejansko greš v Eagles, pri Innsbrucku, ena vasica od zgori, tam, ki imajo tudi stezo, stanuješ v enem hotelu, najboljši trenerji so zraven in te učijo. In to so neke take priprave in pol, če ti gre dobro, v bistvu čez en teden že lahko voziš na svojem prvem evropskem pokalu. In čez en teden vozili? Čez en teden smo vozili in jaz sem celo, mislim, da v slovenski Guinnessovi knjigi rekordov takrat zapisan kot prvi voznik Boba za Slovenijo. Čeprav bojda so, recimo včasih Jugoslavije, so fantje že vozili, ampak ni pač šlo za to specifiko Slovenije. Vrgli smo kovanc, takrat sta bila dva voznika, Anže Šetina pa Damjan Zlatnar, vsi trije smo bili, vsi trije z mehkimi hlačami in nogami. In smo vrgli kovanc in jaz sem bil tisti, ki se je ta prvi zapeljal po stezi. Se pravi, to Bob je več set, ne? Ali eno set? Dvosed. Takrat začneš z dvosedom, pol pa v bistvu prešaltaš na 4 set. 4 set je malenkost bolj stabilen, bolj tako, pravijo, da je lažji za voziti, ampak ne dopušča pa toliko napak, kot ga dvosed. Zato pa dvosed še lahko rešuješ, ko pa 4 set v težave spravaš, ga je pa težko nazaj spraviti. Zdaj vprašanje, zakaj Žiga Virc še ni posnel filma o tem? Verjetno ni dobil sredstev. Ampak ta šport, ki vaju povezuje, spoznala sta se prek atletike. Ampak koliko vam je bilo recimo že v teh zgodnih otroških šolskih letih pravzaprav te treningi, ki jih moraš imeti, če hočeš nekaj doseči, koliko vam je bilo to nek užitek, ali ste kdaj to doživljala kot muko, češ zakaj je meni tega treba? Ja, ne vem, če povem najprej svoj del, meni je to vedno ful užitek. Tako, ne spomnim se, nikoli ni bilo treba, ne vem, da bi me nekdo motiviral, da že imela kakšno obdobje, ne vem, zdaj se mi pa res ne da, pa daj pet. Mogoče malo tudi zaradi družbe, takrat nisva skupaj trenirala, ker David je vsem starejši in to se ful pozna, veš, mislim, 3 leta. Ni treba tega poudarjati. Se vidi. No, se rekla 30, ni rekla 30, ti bi bilo malo čudno. Se nisem pravic povedala, pač dobro, unik 15 let. In eno je to po moje družba, drugo res tako nekaj z veseljem delaš, in meni je bilo to tako, ko mi sem čakala, da grem na trening. Ne vem, prav en tak užitek ti da, no. Ena stvar, ki sem jo tudi gledal, ko sem iskal malo ozadja, je to, da tudi ti, pač oba imata to izkušnjo nestojno, se pravi, ti si šel v Milano, na Dunaj, ti si študirala v Veliki Britaniji, ampak ti si tudi prej bila že, ste zelo se selili naokoli, ne? Ja, v Romuniji smo živeli 5 let, ker sem bila v bistvu najstnica, tako da to je ta moja izkušnja. Smo pa samo v Romuniji živeli, pač tam znotraj smo se malo selili, ampak ja. Tako da pa ne vem, kaj je bilo to, da greš študirati, da greš študirati dizajn. Zakaj si rekel, tukaj ne bi, grem nekam daleč pogledati? V bistvu pri meni te opcije sploh ni bilo, da bi šla nazaj v Slovenijo. Ker ne vem, predstavljaj si, stara sem bila tako 12 do 17 let v tem obdobju, ko se res tako razvijaš, odraščaš in na unišoli, pač mednarodni, so bili sami tujci. Tako večina sošolcev sem jaz imela po 1 leto, pa so se zamenjala, veš, ker so pač hodili okrog po svetu. In je nekaj samoumevnega v tem okolju, ko sem je živela, da pač, ko bo naš čas v Romuniji potekal, grem nekam naprej, ne. Pa nič slabega, tako sploh nisem pomislila, sam ne nazaj v Slovenijo, ampak vsi so šli nekam ven, ne. In pol sem gledala pač angleško govoreče države, Amerika mi nikoli ni kaj dosti privlačila zaradi tega lifestyla, pa to. Anglija pa ja, no, tako da je bila nekako samoumevna
odločitev v tistem obdobju. Čeprav zdaj, ti si študiral, jaz sem pač nekje gor severo-vzhod Anglije, ne, se pravi, zdaj Anglija, prva asociacija je vseeno, pri nas je London, ne, se pravi, to vele mesto, kjer ni trenutka miru, ljudje se pretakajo levo, desno, tam gor je pa pač to malo od Sheffielda, se pravi, tam, ko so jeklarne, ne, se pravi, ni tako, kot bi rekel v Sloveniji, grem ne v, mislim, aj proti Angliji, to tako, kot če bi rekel v Sloveniji, ne grem v Ljubljano, pa grem, ne vem, na road pri Jesenicah. Ja, po mojem približno tako je pa Lincoln, to mesto, a ne, je študentsko mesto, tako da v bistvu praktično vsi, ki tam živijo, je polno mesto, živahno, ampak ja, je pa hkrati majhno, ne, tako recimo za vikend gre veliko ljudi, tako si rekel, pa v London ali pa kam domov, pa to, in vse malo bolj potihne, čez teden je pa ful živahno. Ne. Se mi zdi, da v Sloveniji ne vem, če so taka razmerja med Ljubljano in drugimi mesti, ker nimamo teh kapsul, ali kako ne rečem, študentskih, res unih, prav dobesedno mest, to je tako po 10,000 ljudi, ker so sami študenti. Ne. Že za 10,000 se že skoraj tako po 3 mestih neha, ne? že s to maso. Ampak ti, ne, po eni strani, se pravi, ti si šla študirati, kdaj si pa ti v Milano šel? Ne? Se pravi, bilo to tisto časno, je bilo že pred? To je bilo ravno takrat enkrat. V bistvu, Ajda, mislim, da ti si že študirala. Še naenkrat, ti si šel v Gracias. No, to je bilo tako, veš, še ena zanimivost, ko mogoče ne govorijo velikrat o tem, mi da so se spoznala na štadionu, kjer sem jaz Ajdo opazil in sem jo velikrat povabil, da gre z mano narediti iztek. Iztek je tako kot ogrevanje, samo da narediš pol po treningu. Ne. Pač to je bil moje vabilo na zmenke, je bil, Ajda, gre z mano na iztek in sem 2 tedna vsak dan čakal, da bo da se mi bo pridružila. Zakaj Prešeren ni tega pri Julija, ne probal? Ja, zakaj, mislim, veš, pa še bolj fit bi bil, pa mogoče kakšno leto več dočakal. Ampak, v glavnem, ampak pol enkrat sem pa le dočakal ta iztek, tako da od takrat happily ever after, ne. Pol pa mi že nekaj časa hodva, pa me Najda reče, ja, veš, ne vem, če tole bo šlo čez, ker jaz grem pa študirati v Anglijo, ne. Pa sem jaz kar malo šokiran, sem rekel, ja. Ko nisem ga vprašala, ali pa kaj sem povedal, da sem v dejstvo, ja, veš, kaj, jaz bom šla, v septembra grem. Ona je zelo direktna, ne. Jaz malo bolj, se veš, če vodiš oddaje, ki trajajo več kot uro ali pa 2-3, včasih pa moraš znati malo okrog povedati, ne. Ona pove direktne. In takrat me je to malo tako, ja, to pa, ja, ne vem, ampak glej, se veš, kaj pravijo, tiskate ne ubijete, ukrepi in naju siguran ta 3-letna zveza nadaljavo je bilo kar težko na trenutke, ampak naju je zelo ukrepilno, najin odnos. Ampak point je, da si rekel, če greš ti, grem pa še jaz. Ja, no, to res, ja, in point je, pač, kaj bom jaz kle v Ljubljani delu, in je bilo ful lažje, če še jaz malo si zafilam svoj čas, in to je bil, a veš, pol recimo, ko pride družina, pol kar naenkrat nimaš več teh, mislim, ne samo potreb, tudi časa, pač ene stvari pridejo. Prioritete se ti zamenjajo. Se drugače postavijo. In takrat je lih agencija mi ponudila eno ful dobro pogodbo za Milano, tako da sem tisto vzel, vmes sem še vozil tudi Bob. Tako da, glej, vse svoje hobije in ambicije izživel in pol je bilo v bistvu easy, ko sva prišla oba nazaj, sva začela renovirati stanovanje in take stvari in pol so prišla poroka, otroci, vse veš, kako gre vse skupaj. Zdaj smo tukaj. Ja, lih naenkrat se vse sestavljali. Hodil sem, ti imaš pa tudi zelo zanimivo zgodbo s tem, pač, kako si pravzaprav vstopil v ta svet modelinga, se pravi, kako ne, poziranja pred kamerami, da si bojda začel kariero v najstniških revijah. Ja, res je. To je bilo pa ena sošolka, takrat na gimnaziji je pisala te fotostripe, si ti spomniš tega? Saj ne vem, če to sploh še obstaja. V Bravu, vem, da so v Bravu bili. Ja, pa tudi recimo v Smrkli, v Pilu in podobnih. Ne? In pač ona je vedno meni rekla, dej David, rabimo ljudi za te stripe, da niso skozi eni in isti, in jaz sem bil vedno sorry, me ne zanima. Ne? Pol pa enega sošolca uspešno prepričala in bolj sta se pogovarjala in gor dol in pol jaz slišam, a je on slučajno rekel, da je dobil za to fotkanje 10,000. Ne evrov, tolarjev. Ampak takrat recimo za primerjavo, burek je bil $150, če se jaz prav spomnim. Ne? Se pravi, za $10,000,
A veš, si dobil, da ne Pa je, govorim, to pa- koliko so bile ostale pijače. Tako, v bistvu dober del takrat za nekoga, ki je bil tako Ja, pač, na ko si gimnaziji. srednješolc, pa da Ko si dobiš šanso, srednješolca, seveda, veš, ne. to je bilo super in pol sem jaz dejansko šel. Takrat je bil Urban Modic, tudi fotograf. Tam in je naredil še par ekstra fotk in pol so v bistvu je Smrkla odkupila še tiste fotke. Plus to, da sem dobil neko bazo fotografij, na podlagi katerih so me pol recimo tudi klicali kasneje za eno kampanjo za Sabrino, pa za eno kampanjo za Labot. Tako da sem dejansko takrat začel delati v modelingu in v bistvu po teh 3 sklopih je meni takrat agentka rekla na modni agenciji, ja, mi imamo dost, vzamemo te. Veš, tako, vse se je tako zelo lepo naravno razvil. Tako da bil sem na pravem času, Ti si bil koliko star? Ti si bil pa ti si bil že skoraj 20, ko si šel ali tam nekje okoli, ko si šel v Milano. Ja. Koliko je recimo to bilo potem, ker pač tako poznamo te zgodbe iz modnega sveta, pač pa osebe, ki želijo biti, delati v modnem svetu, izkoriščanja vse. Koliko je se, recimo, a misliš, če bi šel, 4-5 let prej, kako bi se izteklo, bi bilo lahko pač brez tega backgrounda in mogoče tudi odraslosti nekega zaledja, ki si ga že imel doma. Siguren. Veš kaj, jaz vidim veliko ljudi, ki imam še stike z njimi iz Milana, da grejo relativno zgodaj in pol tam ostanejo in ne bi rad bil tako žaljiv ali pa negativno, ampak na pol životarijo. Zaradi tega, ker grejo prezgodaj, niso navajeni, ne vejo, kaj pričakovati od tam in tam je pač tak neusmiljen posel je to vse skupaj. Ne. Jaz sem imel to srečo, recimo, da nimam te višine, da bi delal fashion šove. Zato, ker fashion šovi so relativno mal plačani, veliko časa ti vzamejo in tudi energije in pol se kar zaciklaš in si skozi tam in skozi mal delaš, skozi mal zaslužiš, ampak imaš pa priložnosti in veš, rečeš, sej naslednjo sezono bom pa naredil nek velik denar in to. Jaz sem pa že takoj v štartu bil bolj v komercialnem delu manekenstva oziroma modelinga. To je pa tako, se moraš pa tudi navaditi, zaradi tega, ker ko pride sezona, lahko delaš full, lahko pa tudi par let nič ne delaš in nobenega joba ne dobiš in pol se veš, začne malo psiha delati, sem jaz sploh še v redu, a me bo kdo poklical, pa kar naenkrat spet nekaj dobiš. No. Tako da te nauči neke te vztrajnosti, pa to je pa res, da recimo pri modelingu je to, da punce, pa še posebej zelo mlade punce, jaz bi svetoval, da ne z glavo skozi zid, pa v Milano, Pariz, London, v kjerokoli modno prestolnico, ker je tako, se mi zdi, da fantje znamo večinoma se malo bolj postaviti zase, punce se pa velikrat kar izkoriščano. Tako, ne vem, ta moden svet ima, kolikor je blišča, je zadnji tudi stvari, ki bi jih bilo treba popraviti. Pa, veš, na nek način, tako kot so v Ameriki, se v filmski industriji začeli sistemsko popravljati. No. Sistem bi mogel bolj poskrbeti za te fante in punce. Zdaj, smo super, zdaj bi, da malo mogoče lažje zadihamo, da povemo, zakaj je tudi razlog, zakaj si tudi ti se danes znajdu tukaj, zakaj nismo samo Ajde povabili, je pač zaradi tega, ker je pač Šparov podcast, in mislim, da veš, kaj bom pokazal, je sicer ta tvoja genialna slika iz mlajših let, ki še vedno visi na železniški postaji prejšnji na Dunaju. teden so bila na Dunaju in so pele kombi da je bolj počas, da ga fotkam, ista fotka. Ja. To je meni poslala moja žena, ki je bila na žal odpadlem koncertu od Taylor. Je rekla, še je tukaj. V Avstriji pa Urankar prenese hrano na dom. Tukaj bom pa jaz pol košaril gor, tako da vse pol pride cel krog okoli. In ti si se pa pol, nekaj smo pri oglasih, ti pa, ko si se pa vrnila iz Anglije, si pa najprej šla v oglase kot dizajnerka? Ja, jaz sem pa, v bistvu me pa iz druge strani ta svet zanimal. Sem grafična oblikovalka in pol že v sklopu faksa, to mi je bilo ful dobro. Naši izpiti so tako izgledali, da si dobil ponavadi recimo
6 nalog, med katerimi si izbral eno. In to so bile čisto različne naloge, različno točkovane, na koncu letnika si rabil pač neko število točk. Ene so bile bolj nagnjene k ilustraciji, drugi k oglaševanju, raznim kampanjam, tako vse povezano z dizajnom, ampak zelo na široko. In jaz sem opazila, da sem nekako vedno malo bolj te oglaševalske kampanje zbrala. In je bilo pol tudi tako, da recimo kot ena od nalog je bilo, da smo za neko firmo naredili neko predstavitev oziroma kampanjo in ta projekt je potem na YCN, na nekem mednarodnem festivalu, dobil nagrado. Ne? In pa mi je bila tako ena potrditev več, mogoče pa sem jaz v to smer. In sem pri nas najdla, takrat še v času študija, ker polet sem domov hodila za unih par mesecev v oglaševalsko agencijo. Sem poslala svoj portfolio tja in itak meni je bilo samo best, da lahko delam v industriji. Njim pa tudi, veš, da je tako nekaj novega. Ne? In sem tam delala 3 poletja in pol v bistvu še preden sem, nazadnje sem bila tam, mislim, da decembra, pa sem šla nazaj na faks in mi je direktorica že ponudila službo, da ko se vrnem, da se lahko zaposlim pri njih. In meni je bilo to tako, veš, študentci, itak. Ja, itak, pa da dobiš šanso. Ne, pa da prepoznajo dobro delo. Ne, ja, pa res sem si želela tam delati, ker sem poznala ekipo, dobro mi je bilo. Tako da sem šla pol iz ene na drugo, pol iz druge v startup na Celtro, kjer je bilo na nek način še vedno oglaševanje, ampak iz čist tretje perspektive. Ne. Tako da sem v oglaševanju, ampak evo iz druge strani. Kdaj zvihtala kakšen šiht, ko da je reka, mi pa tlele rabimo eno faco, to pa enega poznam. A veš, da to... Niti enkrat v life nismo skupaj delali. Ampak je pa zelo koristno, ker mi je pa dala kakšen insight. Tako, veš, kakšno stvar, o kateri ti kot model, kot igralec nekje ne razmišljaš, naročnik ali pa agencija pa vedno pomislijo na to. Tako da sem, veš, se lahko na kakšno vlogo ali pa na recimo kakšen casting malo boljš pripravil, kakor bi se, če bi šel sam s svojega vidika. Ja, mogoče kakšne cake v pogodbah. To pa definitivno. Ja. Dokdaj? Koliko časa imate moj obraz? Odkup pravic, neomejeno za vse večne čase. In tako bo še leta 3045, ko boš šel na Dunaj. Še vedno jaz. Čeprav, to, kar si omenil, je pa ta razlika, tega sem se recimo tudi v Angliji naučila, pa David, ti imaš izkušnje, recimo tudi v Avstriji, kaj tudi veliko delaš, da so pa tam pogodbe zelo striktne, ali po sezonah, če za celo leto je to že kar tako max, in tudi se je zašparlo, kar sam poveš, da vsako leto, po vseh teh letih, kljub temu, da David praktično ne vejo, da sploh tja hod. Oni kontaktirajo, če lahko podaljšajo. Oni dejansko, veš, ko poteče rok, se pravi, ti posnamaš eno fotografijo ali pa video, in dobiš plačo za svoje delo. Potem je pa še dodaten honorar, ki je pa vezan na to, kje se bo to vrtel, a se bo to samo na internetu, a se bo to na televiziji, a bojo to jumbo plakati, ta obseg, in pa koliko časa bo to trajalo. In pol, ko ta čas poteče, se nekateri naredijo Francoze, recimo v teh državah, kjer imajo pa ta sistem modelinga in pač tudi od igralcev dobro pošlihtan, te pa pokliče agent oziroma firma in ti rečejo, David, mi bi to podaljšali še za en mesec, eno leto ali kakorkoli, in temu primerno tudi ti dodajo. Jaz sem tudi imel zdaj, res smo tudi pri nas že neke te izkušnje, da ko smo nekaj delali, pa neko glasno se mi bi pa to še tam pa tam uporabili, a se lahko pač to dodatno pol zmenimo. Se pravi, da prihaja mogoče v to zavest, da je treba vse spoštovati, ker zdaj, ali je to neko avtorsko delo, ali pa konec koncev se tudi podoba, kaj jo daš, na nek način daješ sebe zadaj, in za tisti čas potem ne moreš recimo s kakšnimi drugimi naročniki delati. Je pa bojda, da to mi je pa Jure povedal, tvoj sovoditelj iz podcasta. To bo zihar dobro. Zelo se je rekel, ta mora biti za družinski podcast. Ker smo ravno po oglasih pa Avstriji, da pač ti imaš tudi zelo rad ure, si tudi v ekipi neke znamke, ker se nisem zapomnil, lahko jo ti poveš,
vem na približno, kako na B se začne. Ne? Breitling, ja. Breitling, no, evo, ja. In da v nekem hotelu, kjer je oglas za to uro, da imaš ti vedno lahko zastonj pijačo tam dobiš. Ne bom Da prideš, da rečeš, jaz sem ta z oglasa. Ne bom povedal hotela, da ne bojo vsi na moj račun šli zdaj tja piti. Ne, ampak ja, veš, vsako tako sodelovanje, mislim, meni je to, da sem lahko ambasador Breitlinga, res v veliko čast. Ne samo zaradi tega, ker imam res rature, že prej sem jih imel. Ta tehnika, ki je zadaj, pa tako zgodovinsko, ki gledaš, ne, vsi te mehanizmi, avtomatiki nasploh so pač tako. Kaj ti meni rečeš avtomatik, jaz si predstavljam en moped. Tomasa. Ja, to je to tle. Ne, veš kaj, to je tako kot knjige, ki jih začneš enkrat brati, se ti kar odpira, pa rečeš, oj, wow, sej to pa ni samo moja knjižna polica, sej to so pa knjižnice, knjigarne. Veš, tako, no, nekaj podobnega je tukaj. Sej, a veš, to se človek v eni fazi življenja se okuši s temi stvarmi in pol ostane in kuži druge naprej. Ura, ker novši stavo. Ne. Imamo ura prav, da ne smeš več o urah. To je to. Šel bi pa na drugo stran. Zdaj, ti si pa poleg tega, ne, se pravi, da si delala v Celtri, se je pa rodila potem še ta tvoja znamka Mini Mellows, ki se je začela z eno samo Ninico, ki si jo naredila za svojega otroka. Ja, to je pa v bistvu taka zelo pocukrana zgodba. Jaz, ko sem zanosila, tako veš, kar naenkrat, ja, kakor si ugotovo, sem malo obsedena športom in pa, ko imaš ne vem, noseč trebuh, to nič ne moreš več delati, ne se kam pa jaz zdaj cele dneve. In sem rekla, nič, se bom pripravila na tamavga, ne, pač kaj vse rabaš, pa tu je tako spisek, pa eno Ninico, ker jaz se prav spomnim une Ninice, ki sem jo jaz imela, mislim, še vedno imam doma. No, in pol leta, ko sem naredila cel research, a veš, to je bilo 9 let nazaj, ni bilo nobene kvalitetne Ninice pri nas. Po internetu, ko sem gledala, nič, zakaj je dobro, pa si sem oblikovalka, nekaj bom pa že naredila. Ne? No, ampak ja, kakor se je sloten teh stvari, preden sem dejansko naredila prvo kravico Pavlino, itak cel research vzali, vse od materialov, vse. A pa so jim pa frendice, kako dobro, da jaz bi tudi to kupila. Ja, ne moreš, to ti jaz tako naredim, veš. Dokler mi ni ena rekla, pa dej pač nared nekaj iz tega, ne. Zakaj ne moram jaz nekaj iz tega narediti? Veš, jaz nimam pojma v biznisu, jaz sem pač oblikovalka, pa tako, ne. Pa je pol David rekel, pa saj imaš vse, saj imaš certifikate za blago, saj imaš cel research v zadnji, mislim, sam poglej, kaj ti dejansko še manjka, da daš to legalno ven, ne, mislim, tako. Ja, in pol sem v bistvu videla, da imam res en tak passion, ker gre za butično prodajo, a veš, tudi meni ni cilj, da imam, ne vem, na tisoče prodanih Ninic na dan, so recimo tudi v Dunajskem otroškem muzeju, res taka butična prodaja pa to in sem pa hkrati začela med tem, ko sem delala na Celtri, tako da tle gre velika zahvala tudi njim, ker so oni to slišali in recimo šefi, ne, a še nobeni bo tako, ti imaš toliko cajta še to delati. Dajmo še 4 projekte. Ne, vedno so me ful podpirali, lih obratno je bilo, Celtra mi jih naročvala za svoje zaposlene, a veš, nekaj, kar je v Sloveniji tako, kar težko razumeš, ne. In tudi zdaj, recimo, ko sem šla stran, sem se odločila za čisto samostojno pot, da je to moj core business in da delam na tem. Mi še vedno Celtra naroča Mini Mellowske, ker v bistvu ti ful veliko pomeni, tako, res delam srcem. No. Ampak ajde, kljub temu, ne, kot si rekla, da si imela zaslombo pri svojih zaposlovalcih, se je ti pa vsem zgodilo, da je prišlo do izgorelosti? Ja, to mi je terapeutka pol tako zelo lepo, sva do tega skupaj prišle, no, da v bistvu, a veš, toliko rad upravljaš svoje delo, vem, da se to čuden sliši, ampak če bi jaz, pa si pohonče, ampak če bi jaz sovražila svojo službo, če bi delala po liniji najmanjšega odpora, če bi res potegnila črto, a veš, mene noben ni silo toliko delati. Tudi to, da sem jaz paralelno v bistvu furala še Mini Mellows, to sem se jaz odločila, ni tako, da bi mi pa voda v grlo tekla ali pa nekaj, ne. Ali pa da bi rekla, ok, zdaj pa še pol leta zdržim, pa grem na svoje. To mi nikoli ni bil v bistvu cilj. No, ne mora biti na istem nivoju, zakaj ne bi več, zakaj ne bi še tega? Tako da sem se sama kar lepo pripeljala do točke, ki je bilo tako hudo, da si nisem predstavljala, da bom kdaj vam prišla. Ampak ja, evo, je zdaj 3 leta skoraj od tega in je tako čist drug life. Tudi drugače dojemam stvari
In sem po eni strani, kar se čuden sliši, ful vesela, da se mi je to zgodilo, ker prej sem na nek način drvela skozi life, pa sem tudi uživala, res nič ne tako obžalujem za nazaj. Veš, pol, ker sem s terapevtko že prišla do točke, recimo po 2 letih, da sem bila že zelo, zelo v redu, pa me tako pogledala pa prav, no ajda, in kaj bi spremenili za nazaj? Ja. Skaj, a veš, da čist nič. Tako, ker sem taka, da sem mogla čez to iti. A veš, če se ne bi res na grobo naučila, mogla sem, no? Doskrat rečemo, ne, da je tudi pri sebi, da je pomembno, da se naučiš reči ne. Ja. Ne, se pravi, ko ti nekdo ponudi, pa se ti zdi zanimivo, a ne, to pa bi, ampak če vidiš, da ne gre, ne gre. Koliko je pa še bolj pomembno, da znaš pa pol tudi sam sebi reči ne, ker sam sebe hočeš v neki pripraviti ekstra. Sam sebi se mi zdi, da je še težji, ker če ti nekdo drug meje postavlja, ga rahlo sovražeš po nekaj času. Tako, a veš, sam sebi je pa tako, ti sam sebe ženeš naprej, pa tako je, zakaj pa ne bi, in tudi pri sebi točno si predstavljaš, da veš, kje je meja in si misliš, da je pa sam še to stisnem, pa to, ne, pa imaš neko vizijo za naprej in se je ful težje ustaviti. Tako da jaz sem imela po eni strani, ne vem, mogoče srečo, da sem imela fizične simptome zelo močne, sem šla na zelo veliko tudi preiskav in se kar niso nehali in pol, a veš, si tako v valovih, a ne, pa je že ful boljš, pa se ti zdi, evo, zdajle pa sem, pa začneš, pa si spet, ne, tako dol padeš in sem se prav res ustrašila za svoje zdravje in mi je to verjetno kar dosti pomagalo, da sem pa pol te meje orang si postavila in da se je tudi to tako malo večkrat ponovil, da sem videla, ajda, tist life ni zate, a ne. Pa družba je tako narejena, veš, da vsi, a veš, kako ti uspe toliko veliko, ti pa si, a veš, nagrajuje tiste, ki se terajo, ne. Ja, da pač tudi, ne, po eni strani imaš tudi to, ne, pač gleda se sam, koliko si se trudil, koliko časa si se trudil, ne glede na kaj je bil končni izkupiček, po drugi strani pa se pa skozi gleda, pač dajmo še to, pa še to, ne znaš se pa nekako ustaviti, ne, in si vzeti čas. In to je mogoče zdaj, ker se bližamo zaključku tega pogovora, kako vama uspe, da najdete potem dosti časa, ne samo pač za družino, ne, se pravi skupaj z otroki, ampak mogoče tudi pa sama zase, koliko vama to uspeva. Ne, definitivno. Tukaj imamo ful dobro podporo detkov pa babic, no. Brez njih jaz mislim, da bi zelo težko shendlala. Zato, ker tudi pač že prej, ampak še posebej pa po tem obdobju izgorelosti sva prav rekla, midva kot par potrebujeva 1 uro, 2 uri, da greva ali na masažo, ali na igro tenisa, veš, ali ne vem, tako čist take banalne stvari, ali sam na sprehod, zato da midva predebatirava ene stvari, ki se veš, se imaš tudi ti otroke, ki jih mogoče pred otroki ne moreš, veš, ali pa vedno te nekdo pride vprašati, kje je šilček, a mi lahko še tole, ali pa tam lepet pomagati, tako da nikoli ne dobiš, veš, bistva pogovora ven, tako pa res pač potrebuje, jaz mislim, da vsak par na teden vsaj kakšno uro, da je malo samne. Pa ne sam tist, ki si sam, ki gre otroci spat, pa si pol sediš pol ure na kavču, pa ne iščeš energijo in samo tišina. Ne iščeš energijo, da se greš stuširati pa zube umiti, zato ker je nimaš več. Ampak tako sred dneva, kadarkoli, ne vem, kosilo. Ja, pa to so vse navadile, recimo, zdaj imava tudi oba zelo fleksibilen urnik, mislim, fleksibilen do neke mere, a ne. Mava dosti podoben urnik v tem smislu, da tudi Davidka ima sezono dogodkov, ga kdaj po 2 tedna skupaj dobesedno ne vidim, ker on ostane, preden jaz tam malo zrihtam pol za šolo vrtec in pride domov, ko mi že spimo. To je več teh obdobij na leto, ker drugače David skrbi za šolo pa vrtec in vožnje zjutraj. Ampak, a veš, kadar pa je ta v narekovajih downtime, ne, da je pa bolj mirno in pri Davidu in pri meni jaz tudi freelancam še vedno dizajn, recimo imam neko ekipco, ki delamo kar zanimive projekte za tujce, ampak to niso tako 9 do 5 jobi, veš, ni tako fiksno in recimo prioritizirava, se pravi, da ima toliko šport pomen, polet pogledava, kakšen bo vreme, kdaj greva lahko ta teden tenis, odkljukava, ne vem, une termine, in pol cel urnik temu prilagodiva, kar lahko, ne, se pravi, pol pa je, ne vem, kakšno obdobje sestankov, reklam, dogodkov in tako naprej, takrat veva, zdaj 2-3 tedne bova komi preživela, ampak bova in bova pol si frej vzela. Pomemben je, da veš, da po tem rukarju, po domače rečen, da pride tudi ta čas,
ko boš lahko regeneriral. A ne? In takrat si ga moraš vzeti. A veš, ni, zdaj pa lahko regeneriram, zdaj pa to naredil zase, recimo za minimalus ali pa to. Rečem, ne, zdaj smo oddelala za 3 mesece in tudi telo rad počitek. Problem je bil prej, ker mogoče sva delala to napako, da je bil vedno nivo stresa, skozi sva ga vzdržvala na eni ravni, pa nikoli ni toliko padel, da bi rekel, ok, zdaj pa vse 4 od sebe. Ja, mislim, glih to, jaz štekam to, ravno to, zdaj imam pa en teden, zdaj pa lahko, pa še to vmes, ker pozabiš, da moraš dati v bremzo, kdaj in pač, smo tudi tako v privilegiranem položaju, da si lahko prvošaš, da daš v bremzo, da si v tej poziciji, da lahko to, ampak to je treba narediti. Kaj pa v kuhinji? A je to tako kot pri pomivalnem stroju, se pravi, ko nekdo dela, drug samo asistira, ali pač in se menjata, ali si tako recimo zelo podajata nože iz rok v roke, pa žlice, sva zelo usklajena, jaz naredim tako, kaj da reče. Ne kuhava pa res ne razen. David ful dobro kuha. Hvala. Jaz sem rada te osnove, piri, krompir, špinača, jajcno oko, še take avokado, te simple stvari. Ne všeč, kaj si rekla avokado, te simple stvari. Pa tudi zelenjavne juhe, rezance, to take stvari. Ja, dobro. Imaš v njih set svojih krožnikov, ki jih imaš čez. Ampak imamo načeloma pravilo, da en kuha, te drug se lot kakšnih drugih upravil. Razen, če se izrecno ne prosa. Ne? Ja. Razen, če ne rečeš, da je mal me čas, a lahko ti krompir zrihtaš. Danes ne boste imeli te možnosti, da bi se en umaknil, ker boste skupaj pripravili sendvič in zanj bomo pa posegali v tole košarico šparovih dobrot in jaz že komi čakam, da vidim, kaj mi boste pripravili. Z veseljem. Ajda, David, s čim bomo začeli? Z najljubšim sendvičem. Res. Se boš ti kruha lotil? Jaz se bom kruha lotil, zdaj mi sam povej, kakšno debelino. Po moje nekaj vmes, tako. Malo bolj prodebel. Daj ti pa prosim, če na kocke en paradižniček. Na kocke? Ja. Ok. Polevaj se bom avokado lotila. Ponavadi na vrhu dava še poširano jajce. Tega v tem receptu ni zato, da ne bomo preveč komplicirali, ampak pol na vrhu tega, kar bomo zdaj naredili, si predstavljamo jajce. Je ponavadi... Ti pa že kar oranko brok. To je že obrok, ni več sendvič, ampak je že tako obrok. Evo, tule po moje, meni je dobro, če ni avokado tako čist peštana, že nekaj vmes. Da ima malo strukture. Da ima malo strukture pa to. Kako pa je zdaj z majhnimi otroki. Jaz mislim, da smo z majhnimi paradižniki. Ne, z majhnimi otroki v gospodinstvu, v kuhinji. Recimo, kakšne sendviče ima pripravljati, oziroma pa kakšne prigrizke, kaj so kakšni prigrizki tisti hitri, ki reče otroku, jaz sem pa lačen, kaj imamo. V zadnjem letu so začela sama delati granolo, tako da ta granola ima je ful všeč. V bistvu zmešava vse, kar imaš doma, od oreščkov, takšnih in drugačnih kosmičev. Oreščke dava kar tako, v razmerje recimo fulešnikov, ne vem, na uč bi rekla četrtino. Ja, pa sončnična semena, laneno seme, v bistvu vse noter pomešamo, tako da je teh kosmičev, osenih ali pa ajdovih, bi jih je dejansko zelo malo noter v primerjavi z oreščki in semeni. Pol pa dodaš kakšno žlico 2 medu, cimet, to razprostreš na peki papir, daš v pečico na 150 stopinj. Ja. In pol, ko vidiš, da je mečkan že zakrknil, daš ven in ko se posuši, oziroma ko se ohladi in posuši, je to res tako crunchy. Med si rekel, da med. Da daš med in to malo dva piškote to pol tudi jesta, veš, sadje imate tudi ful rada, tako da sadje imamo vedno. In tako le pridete in malo vzamete in grickata. Sem jih hotel vprašati, ker sem videl, da je losos tam na mizi, da tudi ta verjetno se še pojavi nekje v receptu. Ta losos bo. Mora biti ful avokado, tako, pač mečkan over the top. Ključno pri tem sendviču se mi zdi ta garam masala. Lahko jo pač sam narediš, drugače ima po šparu ful dobro, midva kar pač to ponovati vzameva, malo manj dela. Ja. Evo, glih to, ki je avokado, tle pa vse to vaju vprašati, kjermu taboru genetskem sta glede koriandra, dober okus ali žajfa?
za kakšne juhe, pa take stvari, pa enolončence, ga jaz kar uporabljam. No? Ne, jaz sem kar fan koriandra. Ja. Super, evo. A mi daš še soprost? Še dva, ki sta tukaj. Tole, evo, mečkan soli. Mečkan? To je pa v našem gospodinstvu znano, da ajda mečkan soli. Mečkan soli Mečkan. in potem soli ne kličejo, tele imamo zdaj, smo vam pripeljali glihkar, nov šlepar. Evo, tole. Wow. A vidiš, zdaj bomo pa enega morali na pol prerezati, da... Ne, jaz vam prepustim, hvala, ker moram paziti malo na linijo, tako da vam takole. Čakaj, me z tega, da vzel ta z roba. Nekaj še, veš kaj, me zanima, zdaj sploh ti, ki imaš ti večerne nastope pa to, kaj pa tam snack pol, kaj je prigrizek, ki se vračaš nazaj? To pa vedno poskrbim, da jem prej. Načeloma zvečer skoraj ne jem, razen ob redkih izjemah. Tako da ugotovil... Tole snemamo 5 čez pol 2 zjutraj, sam to gledam. Zdaj se bo David začel gremli, da se spremljati. Zato jaz ne jem. Ne, tako, veš kaj sem ugotovil, da če zvečer preveč jem, preveč pijem, da pač ne spim dosti. Sem ugotovil, da boljše, da polka zjutraj vstanem, da nekaj pametnega pojem, nekaj tako hranilnega, avokado, paradižnik, jajce. Garam masalo. Garam masalo, ja. Ja, to je bolj na koncu za ta taste. No, pa se mi zdi, da mora biti kontrasten kruh. A še kakšen bel je tako prenežen, mora biti nekaj, da malo zagreni. Ja, se zgubi, če je preveč. Tudi barvna kombinacija, ne? Lepo vse. Ja, ne, sva gledala, da bo lepo na kamerah izpadlo. Pa še tako je dobro. Jaz se vam zahvaljujem, ker ste si vzela čas, da sta bila danes tukaj v podcastu Po mojem okusu. Veliko uspeha, še naprej veliko otrok, dojenčkov, ki bodo zaspali objeti z ninicami. Naj ure lepo tečejo, ali kako hvala. Se reče, pa veliko uspeha povsod. Hvala enako. Pa dober tek še enkrat, ker jaz tega ne bom pustil. Hvala. A vidiš, zdaj, ko se pa kamere izklopijo, ne? A ste posneli, kako je paradajzak pojedel? 2 zjutraj.